Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli še v eni domači oddaji Pot poti, tokrat sem v nadškofiji Ljubljana. Danes bomo spoznali Ignacijev dom in veliko zanimivosti, zato ste lepo vabljeni. Lepo pozdravljam patra doktorja Ivana, Bog vas živi v naši domači oddaji Pot poti. Hvala. Kako vas je pravzaprav Bog poklical v duhovni poklic? Ja, gotovo je to nekaj vedno znova tudi zame presenečenje. Nikoli nisem v mladosti tako v osnovni šoli premišljeval o duhovnem poklicu, čeprav izviram iz verne družine. Doma sem iz okolice Laškega, vas Reka, oddaljen okrog 7 km iz Laškega. Smo krščanska družina, bili in smo še, ne. In sem spoznaval vero počasi skozi življenje staršev, starih staršev, stricev, tet in tudi nekje rednega obiska nedeljske maše in verouka. In tudi nekako, kot je vsaka pot mladega človeka, prvo obhajilo, birma. Nisem nikoli ministriral, ker je nekje smo bolj daleč iz Laškega, od farne cerkve. In sem potem po končani srednji šoli, strojni tehnični, oziroma prvem letniku končanem, ker sem se tudi po osnovni šoli zelo težko odločil, kam, kaj bi. Veselilo me je delo z lesom, da se že vidi les za tehnično, za lesno-tehnično. Ni bilo štipendije, pa še treba je bilo iti v Ljubljano študirati, potem pa sem šel v strojno-tehnično v Celje, ki je bolj blizu doma. In se spomnim tudi obiska moje daljne sorodnice, očetove tete, ki je bila redovnica, zdaj že pokojna, in je delovala v Avstraliji vrsto let in je prišla takrat, ko sem jaz bil v 8. razredu, k nam na obisk in rekla, če bi bil duhovnik lahko, ne. V šoli mi je rekel, da je šlo dobro, pa sem rekel, da mi to niti na kraj pameti ne pade, ne. Da kaj takega pa gotovo ne, da želim pač nekaj narediti eno šolo in čim prej službo, imeti svoj denar in svoje življenje. No, po končani prvem letniku srednje strojne tehnične pa sem bil enkrat pri maši v župnijski cerkvi, bila je ponovitev moje maše in sem bil pri tej maši kot običajno, hodil sem že malo bolj tak oddaljen tak prostor, bolj zunanji od cerkve, ampak še v cerkvi nekaj je bila taka soba, bolj nad vhodom v cerkev, kamor si lahko od zunaj prišel noter, pa so taki bolj nezvesti kristjani noter hodili, ne, tam noter. In sem tako daleč gledal dol, kaj se vse dogaja, in ob koncu maše me naenkrat prešinila notranja misel, ja, kot potem kasneje, ko sem razmišljal, kot je v Svetem pismu se je zgodila beseda, enkrat sem se začutil, zakaj ne bi postal duhovnik, zakaj ne bi bil tudi jaz dar za druge, kot je ta duhovnik, novomašnik.
No in potem je ta misel nekako začela meni se dobivati prostor. Malo sem povedal svojemu domačemu župniku, malo doma, pa je domači župnik pač rekel, ok, ti končaj to srednjo šolo, potem boš pa videl naprej. In potem sem začel ministrirati, začel sem k mladinskemu veruku hoditi in začel nekako vsaj malo spoznavati tudi bolj vero, krščanstvo. Tudi sem bil bolj nekje zadržan, nisem šel na kakšne duhovne vaje in tako naprej, ampak sem bolj župniji pomagal. No ampak to je nekako ostalo v meni skozi srednjo šolo, tudi potem pri vojakih in sem se potem, ko sem vrnil se od služenja vojske v Skopju, pisal bogoslovje in je šla potem pot nekako naprej. Sem nekako bil vedno nekako iskalec tudi in predvsem sem vedno želel nekje stopiti in globji odnos z Bogom. Ni mi bilo dovolj samo to, da nekaj vem o Bogu, da študiram o Bogu, da poznam svetopismo, da poznam teologijo, da poznam različna ta vprašanja, filozofska, teološka in druga vprašanja, ampak tudi, da bi nekje mi Bog postal bolj oseben, da bi postal nekako mi blizu, da bi to, kar se govori, da je molitev en pogovor z Bogom, da je komunikacija z Bogom, da bi to tudi nekje mi bilo blizu, da bi to mogel okušati Boga tudi. Tako da je bilo zame življenje v bogoslovju zelo tako zanimivo, preprosto, malo bilo težko v začetku na fakulteti, iti iz ene smeri čisto tehnične, potem v humanistično smer. Drugo, sem pa tudi imel tam prijatelje, so bogoslovce, smo imeli tudi eno molitveno skupino, tako da smo spoznali v tistih letih, da po drugem letniku bogoslovja sem bil tudi na takem seminarju v Mariboru, imel Tomislav Ivančič in tam sem bolj globoko res doživel, kako je Bog nekaj tako resnično živega in navzočega, kot je človek ob meni, da ni nekaj daleč. Hvala za to lepo pričevanje. Bog kliče na različne načine. Kakšni so pa spomini na vaše otroštvo, domačo župnijo, na družino? Na župnijo je pač lep spomin, koliko je. Sem pač obiskoval nedeljsko mašo, bil nekje redno skupaj s svojimi starši, starimi starši. Se spominjam včasih tudi, da smo šla staro mamo peš preko hriba do Vlaško, ker je malo potjo naokoli, čez hribar si pa lahko šel dol Vlaško in je bilo kar lepi taki včasih nedeljski potem sprehodi, eno uro hoje, ali pa manj, če si bolj hitro šel. Je prijetno. Tudi gospod župnik je takrat, ki je potem bil v Vlaškem 35 let, in takrat, ko se je začel hoditi v verouku, tudi začel, je prišel v Vlaško in začel tudi z veroukom in tako naprej. To so taki lepi spomini. Tudi doma življenje je bilo preprosto, kmečko, delovno. Oče je bil v službi, mama doma, še brata, sestro. In je tako prijetno bilo. Druženje tudi z bratranci in sosedi, nič posebnega. Tudi volili smo kar redno, smo bili res bolj hitri. Se spominjam včasih, ko je prišla stara mama od ata, ker so se preselili gor na Brezje na obisk in potem smo pač molili zvečer skupaj. In mi smo se že potem kar navadili otroci, da smo tekmovali, da bo bolj hitro rože ven smolo, bolj hitro šlo skozi. Potem nas je pa stara mama malo zavirala, da se tako ne moli, da treba tisti, ki moli naprej, do konca smoli, potem pa drugi molijo naprej, drugo polovico, pa on počaka. In pa smo to že kar tekmovali potem, da si kar že tisti čas zmolil. Tako da mi je bila družina vedno nekje v oporo, tudi potem
pripravi na duhovništvo, so me spremljali, se z menoj veselili. Tudi potem kot duhovnik, ko sem deloval na različnih župnijah, sem bil najprej kaplan v Slovenski Bistrici 2 leti, potem v Brežicah, oziroma prej še Trbovljah 2 leti, v Brežicah, potem v Stolnici. Vmes sem tudi bil v Zagrebu na študiju, malo izpopolnjevanju za duhovnost. In potem pa sem šel še v Rim na študij duhovnosti, kjer sem naredil doktorat, ker sem se želel malo bolj poglobiti tudi teološko, znanstveno, tudi ta vprašanja tega osebnega odnosa z Bogom, te komunikacije z njim, kaj vse to zaobjema. Je pa res, da sem tudi v tem času duhovništva kot kaplan, sem vsa leta samo kaplan, veliko pridobil prav ob tem, ko sem začel nekje dajati osebne duhovne vaje, skupaj z drugo sestro, Marino sestro, Ireno Grandešek, in sem ob tem spremljanju drugih sam globoko doživel, kako Bog resnično deluje, če vzamemo zares njegovo besedo, če verujemo. In je bila to nekako spodbuda tudi na tej poti duhovništva, ker nekje ob verouku in vsem tem nekje postane kar nekako sam delo, nekje samo dejanje in tudi ob vsem teh raznih obveznostih, pa potem tudi študijo in tako med samim kaplanovanjem, je kar zmanjkalo malo časa za molitev, in tako naprej. In je čas, tudi sam sem prišel v tisto skušnjavo, da sem mislil, da je dovolj, če razmišljam o Bogu, pa berem o njem, ne pa da si res sam vzamem čas, vsaj 1 uro na dan za njega, da sem res z njim, da ga poslušam, da mu izrečem se tisto, kar se v meni dogaja. In je bilo tako prav to doživljanje drugih, kako so vzeli zares, kar sem jaz učil, da v resnici Bog je živ in da je zvest svojim obljubam. Hkrati in je nekje to bilo tudi spodbuda, da sem zopet sam začel na globje, potem pa je tudi po 16 letih duhovništva je se zgodila tako beseda, čisto nenadano, nepričakovano, na nekih duhovnih vajah, pri Svetem Duhu, pri Škofji Loki, mi je prišla beseda, ne jemljite ničesar s seboj razen palice. Tam, ko pošilja apostole, 12 med ljudstvo, in pravi, da naj ne jemlje ničesar. In takrat sem nekje začutil pa poklic tudi v redovništvo. In sem potem prosil tudi za možnost, da stopim k jezuitom, za možnost, da me škof pusti, dovoli, in potem sem šel tukaj, ker sem začutil, da moram nekako tudi sam pustiti razne stvari, razne navezanosti, razne razvade in sprejeti samo križ Jezusa Kristusa in hoditi samo za njim. In sem globje začutil, da je v redovniškem življenju, eni skupnosti, bom nekako bolj vedno znova tudi ob sobratih nekako lahko brušen in spodbujen in se mi ne bo več nekje tudi ene duhovne spodbude za iti naprej. Hkrati pa tudi mogoče več možnosti, kot imaš škofijski duhovnik, se posvetiti tudi bolj duhovni pomoči, v tem smislu duhovnih vaj, duhovnih seminarjev in vsega tega, kar ne moreš kot škofijski, ker si nekje le vezan na župnijo, vezan si v nedeljah na to občestvo in ne moreš biti potem na razpolago. Vsaki naši gledalci se tudi vpraša, kdo sem, kaj je smisel življenja, kam grem, da po smrti je življenje, vsaj kristjani tako verujemo, da je po smrti še večno življenje. Med nami so tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje besede, pa bi vas prosil, da bi par besed tudi o tem povedali. Gotovo je to tisto temeljno vprašanje, ki se človeku prebudi, ko se upa ustaviti. Odkot sem, kam grem,
čem je smisel mojega življenja, kaj je tisto, za kar pravzaprav se splača res živeti in je vredno, da živim in je prav, da živim in kar mi daje tudi nekako notranji mir, veselje, gotovost. Ne. Ja, po tej temeljni usmeritvi. Nažalost se mnogi o tem niti ne upajo vprašati. Nažalost tudi večkrat se začnemo spraševati o tem še takrat, ko nekako življenje se zaustavi. Ne. Ko nekako ne gre več samo po sebi naprej, tako kot smo mislili, da je vse nekako samo po sebi umevno, da se vsako jutro preprosto zbudim, da vsako jutro lahko vstanem in grem delati in početi tisto, kar želim in da je že to, da pač moram imeti šolo, pa vse to samo neka preglavica in sam breme in tako naprej in kak je težko imeti službo, pa to, ono obveznosti, one, ne. Ko pa se včasih zalomi in ni več zdravja ali pa ni tistega uspeha, ki sem ga mislil, da ga bom dosegel, ali cilja, ki bom dosegel, ko nekaj ne morem več naprej, ko nekaj zjutraj niti vstati ne morem, ko ne morem z nekim veseljem živeti svojega življenja, z nekim upanjem, potem pa se začnem spraševati. Ne. Lahko, ja, se pogreznem eno žalost, lahko eno depresijo, lahko upam, lahko pa začnem v resnici iskati odgovor. Ne. Začnem iskati. In to je tisto najvažnejše, ne, da upam začeti iskati. In če bom začel iskati, potem bom počasi najdel nekaj odgovor, ne. Ker bom srečal tega ali drugega človeka, ko bom v resnici prebral to ali drugo, tako naprej. In takrat tudi tisti, ki je nekje kot mlad, nekje šel eno pot krščanstva, vere in tako naprej, bo mogoče tudi začel iskati tudi v tej smeri odgovor. Ne? In bo nekako v času odkril, kaj pomeni verovati, nekakšen dar je, da sploh morem res verjeti, da ni samo to življenje, ampak da je pred mano tudi cela večnost. Ne? Da sem v resnici ljubljen, tak kot sem in da sem jaz tak kot sem tudi z vsemi svojimi slabostmi in mejami in vsem tem, kar me nekako, ja, včasih jezi in sem otožen in obupan in ne vem kak naprej, ne? Da pravzaprav smem se veseliti tudi te omejenosti in da lahko tudi v tej omejenosti naredim veliko dobrega v tem svetu, da lahko tudi jaz postanem dar, kot sem pravzaprav jaz dar, tak kot sem, od Boga, Božje ljubezni, od njega, ki je moj stvarnik, od njega, ki je moj odrešenik, ki me je odrešil, ki je zame umrl, tudi takega kot sem, da smem se spoštovati, da smem tudi paditi, da smem imeti tudi neuspeh, da moja vrednost pravzaprav ni odvisna od uspeha, ne? Da ni odvisna od tega, ali sem zdrav, krepek, ali sem oblečen po zadnji modi, ali imam vse tisto, kar imajo sosedje, sošolci, sodelavci, ali imam in dosežem vse tisto, kar nekako mi reklame dajo pred oči, kot je tisto, da sem lahko edino takrat srečen. Ne? Ja, ko vidim, da lahko kljub temu se veselim življenja, da se smem veseliti tega, da sem, da obstajam, da nekdo zaupa vame, verjame vame, da mi nekdo vedno podaja roko, da mi nekdo vedno daje možnost odpuščanja, da smem in moram v tem odpuščanju tudi sebi odpustiti, da moram pustiti tudi drugim, da lahko tudi druge sprejmem njihove omejenosti, da ne pričakujem od drugih, da bodo Bog, da bodo popolni, ampak da so pravzaprav ljudje, da smo vsi ljudje in da je največ vredno to, da upamo živeti kot ljudje in biti drugemu res človek. In da je pravzaprav zato Bog postal človek, da bi mi upali živeti to življenje v polnosti, da bi upali se veseliti življenja in prinašati to veselje drugemu. Ste lepo povedali. Tako kot vedno smo današnjo snemanje pričeli z Rožnim vencem Sveto Mašo v Marijini Pomagaj na Brezjah. Kako pa vi vidite Marijino svetišče, Marija Pomagaj na Brezjah kot duhovnik, ki tudi sami radi poromate, pa tudi ste zelo povezani
Ja, gotovo, pač Brezje so meni blizu, ne? Že od rane mladosti. Kajti nekaj let pred tistem, ko sem se jaz rodil, ne, so se starši, ki od mojega očeta, ki je živel kakih 3 km stran od tam, kjer sem bil jaz potem doma, ki je bil dom tudi moje mame, so se preselili na Brezje. In so tam okoli Brezij, so bili stari starši in potem tudi strici, tete, tako naprej, so ustvarili tam družine, ne, in tako smo šli vsaj enkrat na leto tja na romanje in hkrati na obisk, ne. Tako da mi je bila ta Marija vedno blizu in mi je še. Ja, in ob njej nekje sem vedno znova čutil, da je tudi zame mesto pri njej, da nima v naročju samo svojega sina, ampak v tem naročju, ne, če tudi gledate to Marijino sliko, ima neverjetno veliko, pač kot kolena, kot tak, ne, zelo tak veliko prostora ima pred seboj, ne, z Jezusom pa še tako naprej, ne. Kot da nas vabi, da se tudi mi upamo kot otroci stisniti k njej, njeno naročje, da je pri njej dovolj prostora in da nas želi pravzaprav povezati z Marijo. Tako da sem bolj ali manj v pripravi na duhovništvo in tudi potem kot duhovnik, kot redovnik nekje blizu Marije. In tudi verjamem, da je stara mama, ki je tam živela, ki je tam hodila vsak dan k sveti maši, več let, ne, skoraj 40 let, ja, da je tudi ona vedno molila zame in prosila pri Mariji. In tudi že ob rojstvu, ne, ko so bile male komplikacije, zlatenica, kaj je bilo takrat potem bolj smutno, mi mama ni takoj sprejela, mogla vzeti sebi, ne, je takoj me izočila Božji materi Mariji. In je rekla tudi, za obljubo si naredila, da ne bo šla prej na Brezje, dokler ne bo mogel jesti z njo. In je res potem bilo tudi malo nerodno, ker se je kmalu po mojem rojstvu eden od bratov od ata poročil in je rekla, jaz pač ne morem iti. In potem tudi ata ni šel. In je bilo potem malo zamere, ne, ampak nekako je bila zvesta obljubi, ne, tako da je mi ta Marija blizu, kot tudi druge, ne, vsaka nekako skuša nekaj pokazati, en vidik Device Marije, ki je nekako naša sopotnica na poti vere, ki nam želi resnici nas bolj približati Jezusu. Kako vas pa študentje sprejemajo na fakulteti in kako jih znate motivirati za študij za Boga? To bi bilo najboljše vprašanje študentov, ne? Upam, da nekako zmoremo spostaviti tak odnos, da tudi oni kaj pridobijo od mojih ur predavanj in dela, skupnega dela in da jim ne zagrenim življenja, čeprav se mi zdi, da je pač pomembno tudi nekaj, da se zahteva, da je tudi neki red, da se tudi nekaj naredi, da se pokaže, da ni vseeno, ali sem na predavanju ali ne, ali sodelujem ali ne, ali kaj preberem ali ne, ali kaj sem pripravljen kaj bolj res zapisati, narediti bolj temeljito ali pa kar tako nekako površinsko, ne. Tako da kako skušam tudi k temu prizadevati. Prizadevam se za to, da bi tudi nekaj dali v to in odkrili, da pravzaprav ni tako enostavno ubesediti ta odnos z Bogom, ne. Da po eni strani je tako preprosto, ne, da se nam zdi, da že vse vemo, kot se zdi včasih Slovencu, ne, v osnovni šoli, srednji šoli, ne, kaj se bom učil slovenščine, ne. Vse je znam. Kaj bom zdaj tukaj nekaj tujih časa, pa vse te sklanjate, pa spregatve, pa to, pa one. Kaj, ne? Se sam spomnim, sem bil isti, ne, tako rekoč, in sem rekel, pa kaj v srednji šoli, kaj se vas to slovenščine, ne, tako ukvarja, ne. Treba je angleški jezik, pa druge stvari, ne, pa to, ne.
šele potem kasneje na teološki fakulteti, pa potem kot duhovnik, ali pa še bolj potem, ko sem šel na študij v tujino, v Italijo in tako naprej, sem odkrival, kako malo poznam slovenski jezik, kako je dragocen, lep, kako je nekaj čudovitega, če se znam jasno izraziti, obesediti tisto, kar nosim v sebi, in da je tukaj enostavna pot. In tako včasih doživljam tudi duhovnost. Ne? Ja, vsi mi znamo in smo duhovni, ne? Smo kristjani, tisti, ki so še bogoslovje ali redovništvo, tako imajo z duhovno vzgojo tam, kjer so. Ne? Kaj zdaj je tukaj nekaj? Ne? Hkrati pa, kak naj bo to nekaj študijskega, ne? Če pa to nekaj najbolj osebnega. Ne? Ker je tukaj nekaj, ja, gre za najbolj osebno stvar, gre za najbolj osebni, najbolj intimni odnos človeka z Bogom. Ne? In zdaj o tem govoriti, ne? O tem pisati, to analizirati, ne? Se zdi kot da je sklonitev tega, ne? Ali pa da je preveč osebno, ali kot da mora biti preveč oseben v tem, ne? Da ne morem preveč kar nekako od zunaj govoriti, ne? In se nekako postaviti od zunaj. Ne? In zato je tudi, ja, duhovna teologija, pa študij duhovne teologije je kar po eni strani težek, ne? Ker je, če želim res nekako dopustiti, da me prevzame, potem moram tudi nekje vstopiti noter. Ne? Moram dopustiti, da me ta vsebina tudi notranje nagovori, ne? Da upam verjeti, da to ni samo nekaj, govorenje o nečem, ne? O nečem, kar ne zadeva življenje, ker to me ne zadeva, ker treba samo poznati, vedeti, ne? Tako kot pač se naučimo matematiko, ne? In rabimo zelo dolgo časa, ne? Da sploh vemo, da je to življenjsko povezano tudi. Ne? Ampak vseeno ni tako življenjsko povezana in ni treba mi tako verjeti, vsaj mislim, ne? Verjeti to, pa čeprav že tam je treba verjeti, da je 1 + 1 2, da je 2 + 2 4 in tako naprej, ti temeljni aksiomi in smeri, ki so, moraš sprejeti, pa na tistem gradiš, pa se zdi jasno, ne? Ampak je vse na neki bazi, nekega sprejetja, ne? Neke vire pod narekovanjem. Ampak ni nekako življenjsko odvisno, tukaj pa je, ne? Tukaj pa najbolj osebno. Ne? Ali jaz res verjamem, da ta Bog, o katerem se učim, študiram, ki ga skušam razumeti, njegovi troedinosti in vsem tem, njegovem človečenju, da je to res živi Bog, da ta Bog mene išče, da ta Bog želi meni spregovoriti, da ima besedo zame, da se lahko tudi meni zgodi beseda, da lahko tudi jaz, ja, sem poklican, resnici, da tudi določene stvari pustim, da grem na pot za njim kot Abraham, kot so bili apostoli, da sem tudi jaz poklican, da tudi kot laik, kot poročen, delim svoje življenje z Bogom, da sem njegova priča, da v resnici to, kar obljublja, kar so govori v prilikah, kar govori o tem, kar je se Jezus delal čudeže, da to ni nekaj, kar se je zgodilo samo takrat, ampak da se je takrat zgodilo zato, da sploh lahko vidim, kaj vse Bog omogoča, daje, kaj vse ga lahko prosim, na kakšne vse načine pristopa, kako je on z menoj. Da je to nekaj, ja, ker me želi noter vključiti en dialog, vključiti v to, da bi jaz res upal poslušati in odgovarjati, da bi stopil neko komunikacijo, neko življenje. Ne? In je zato včasih rečem, ja, da že teologija kot tak študij, ne, še posebej pa duhovnosti, je kot nekako 3 fakultete hkrati. Ne? Eno je, da se moraš naučiti, ne? Drugo je naprej, kar je mogoče druge, ne? Da pač to se naučiš, kamorkoli greš, strojno fakulteto, druge, ne? Ampak tukaj moraš še verjeti to, ne? Da je to res, ne? Da to ni samo nekaj, kar pač je, ali je bilo, ali pa nekateri mislijo, ampak da je to res, da je to nekaj resničnega. In potem tretje še, ne? Da si poklican še to živeti. V skladu s tem in potem in s tem, kar sem se učil, kar sem spoznaval, odkril, in da sem nenehno potem tudi enem boju, ne? Da ni dovolj samo, da jaz vem,
pa se odločim in je že konec, ne, to kot jaz pač vem, 1 + 1 je 2 in se odločim, da bom to upošteval in potem gre, ne, in se ti naučiš te formule, enačbe in ti matematika postane blizu, ne. Tukaj pa jaz tudi spoznam, verjamem, se odločim, ampak nekako ne gre. Ne gre nekako življenje tako, ne. Sem nekako vedno v skušnjavi, ali bi, ali ne bi, vem, da je dobro, pa hkrati ne morem, kot pravi apostol Pavel, ne, in se nekem boju tukaj, ne. In se moram vedno znova odločati za to, ne. Ni dovolj enkrat se odločiti, ampak vsak dan znova, da bom zvest tem Bogu, da bom zvest tej ljubezni, da upam skupaj z njim služiti, kot on služi meni. Živeti za njega, kot on živi zame, živeti za ljudi, kot pa on po njih živi zame tudi. Morda bi vas prosil, če bi nam na kratko predstavili vaš jezuitski red. Jezuitski red, ja, to je kar velika zgodovina, ne. Če sam malo zahec, ne, je en moj sobrat šel na obisk nekam in rekel: gospa, sem slišala, da je naš novi papež jezuit. Katere vere pa je? A je katoličan? Se pravi, da smo jezuiti nekako, ja, malo nepoznani, ne. Čeprav smo v Sloveniji, ne, smo že kar dolgo, že iz 17. stoletja, ne. Tam v začetkih 1600, ne, so prišli sem tudi v Ljubljano, ustanovili tudi kolegi, ne, kar je začetek tudi visokošolstva v Sloveniji, ne. In smo hkrati malo tuji, ker nas ni tako veliko, ne. In tudi so bile razne potem preganjanja po vojni in skoraj izgnani in se tako naprej, ne. Tako da so nekako navzoči in ne, no, drugače izhajajo pa tam iz 16. stoletja, tam v sredi, ne. Ustanovitelj je Ignacij Lvovski, ker imamo tukaj tudi to avtobiografijo, kjer on opiše svojo pot kot pot romarja. On je se spreobrnil v starosti, pač tam po 30. letu, ne, in je počasi odkrival to resničnost živega Boga, ki nas kliče, ki nagovarja in ki nas vabi, da bi upali zares zaživeti z njim. In je potem skupaj s tovariši, ki jih je nabral ob dajanju že duhovnih vaj, ker je sam spisal že tej poti spreobrnenja in svojega preobrazbe tudi, ja, eno tako knjižico imenovano duhovnih vaj, ker je nekako ena metodologija, na kak način moliti, premišljati Božjo besedo, premišljati določene tudi na določen način, tudi določene vaje, kot so tudi dve zastavi, nekako kot zastava sovražnika, človeške narave, hudega duha, ali pa Boga, Jezusa Kristusa, nekaj pod katero zastavo, pod katerimi vrednotami želim jaz živeti in zastaviti svoje življenje, komu želim slediti in tako naprej, ne, da bi vsak nekako odkril in se naučil razpoznavati, kako meni Bog govori, ne. Odkriti, kako je Bog navzoč v mojem življenju, na kak način meni On govori, na kak način se meni zgodi njegova beseda, na kak način me On spremlja skozi življenje, me vodi, me išče, me želi najti in je tako skozi 4 tedne nekje pomagal potem drugim, da so prišli, ja, do podobne izkušnje osebnega srečanja z Bogom in odgovora na ta Bog in tudi spoznanja, kaj je tisto, za kar je vredno živeti in se splača živeti, da je tudi druge skozi ta proces pripeljal do ene izkušnje, da so se res za nekaj odločili. Ker ti najhujše je, da se nič ne odločimo, ali pa se odločimo preveč na površinsko in nismo tam scela, ne? Kot pravi večkrat sedaj papež Frančišek, ne? Da nismo scela, ne? Da moramo biti celi tam, kjer smo, ne pa sam delno, ne? Da nismo kot neke vrste šizofreniki. Ne? Pač to je eno, potem drugo, ne? Kot neki dvojniki. Ne?
Sem kristjan, pač, ko je treba to, potem pa kot da nisem kristjan. Ne. Verujem Boga, ko sem v cerkvi in tako naprej, ali pa v družbi z verniki, ko pa grem drugam, pa kot da tega Boga sploh ni. Ne. Kako v resnici vedno živeti z njim in v njem. In tako je potem skupaj z tovariši ustanovil družbo Jezusovo, ker so izbrali to ime, da bi nekako pokazali, da želijo biti vedno z Jezusom in delati vse imenu Jezusa Kristusa. In sprejeti resnico poslanstvo to, da bi njega prinašali vsemu svetu in so se dali popolnoma tudi na razpolago papežu, da lahko papež jim tudi reče, kje so potrebe, kaj je še posebej potrebno, da nekdo gre in je to pač misijonsko delo, ne, ali pa določeno tudi področje, kjer je bilo nekako stiska, kjer so bile potrebe. Ne. In takrat so bile velike potrebe v misijonih, pa velika potreba je bila tudi v izobraževanju. In manjkalo je pravzaprav šol za mlade, ne, ki bi nekako se počasi usposobili za različne poklice v družbi, družbeno potrebne, pa tudi za to, da bi postali potem kasneje duhovniki in tako naprej. Ampak je bilo bolj nekako tisti kolegi, ne, so bili tukaj spremljali človeka potem, da se odloči tudi za neko izobraževanje naprej, ne, tudi poklicno, čeprav so tudi potem univerze razne. Ne. In hkrati pa tudi vedno nekje je bilo prvenstvo tudi to delo, prav na duhovnem področju, pomagati ljudem priti do osebne izkušnje z Bogom in kako živeti z Bogom potem naprej. Kako sredi vsakdanjosti, ko je toliko različnih ponudb, se odločati tako, da živim v resnici krščansko, da živim v poslušnosti duhu, ne? Kot je Jezus obljubil, da vam bo svojega duha, da vas bo učil, da vas bo vodil. Kako zdaj se naučiti, da res poslušam svetega duha, da se mu pustim voditi in da grem po tej poti, ki mi on kaže. Ne? In da tudi nekje naredim tam, kjer sem, čim več Božjega, ne? Da upam posvečevati ta svet, da bi vsak lahko odkril, kako je v resnici to bratstvo, ki ga prinaša Jezus Kristus, to Božje kraljestvo, da smo brati in sinovi v Jezusu Kristusu, da smo vsi otroci istega očeta, da je to tisto največ. In da če to živimo, potem lahko v resnici živimo tisto pravo krščanstvo, kako nas vabi sedaj še posebej papež Frančišek, ne? Kako zdaj to krščanstvo polnosti živeti. V tej oddaji Pot poti bo tudi težko predstaviti Ignacijev dom v celoti, ampak vseeno bi vas prosil, da ga na kratko predstavite. Ta Ignacijev dom duhovnosti zdaj nekako obstaja, deluje 3 leta. Decembra bo nekako 3 leta, kar smo bolj nekje začeli delovati. Drugače je pa ta dom bil zgrajen leta 1925, kot nekako odgovor na potrebo takratnega časa, ker ni bilo nobenega pravzaprav ene hiše, ki bi bila posvečena samo tej dejavnosti. In hkrati so takrat jezuiti videli, da rabijo en prostor, kjer bi lahko ljudem omogočili živeti, doživeti Boga na osebni ravni in se zanj še globje odločiti, dobiti temeljna sredstva, kako živeti sredi vsakdanjika en globji odnos z Bogom, kako bolj na oseben način živeti zakramente, živeti vse to, kar nas uči Sveto pismo in biti tam, kjer sem, res cela. In ljubiti Boga vedno in povsod vsem srcem, dušo in močjo. In spoznati, da ko ljubim tudi sočloveka, ljubim Boga. Ljubim Boga, ki je Bog ljubezen, kot pravi Janez, ki je nenehno služenje tudi nam, ki je nenehen dar tudi nam, da bi to živeli tam, kjer smo. In tako je takrat Plečnik naredil načrt in se po Plečnikih načrtih bolj preprostem načrtu zgradil ta dom in začel potem tudi delovati.
in so kar precej prihajali sem duhovniki in možje različnih stanov, ki je bilo za moške tukaj, je bilo 25 sob in so bile nekako vsak imel svojo sobico in imel tukaj potem duhovne vaje različne, največkrat je bilo od ponedeljka do četrtka, petka. Tako. Tudi so bile takrat zelo razširjene marijine kongregacije in še posebej moška veja je bila bolj v stiski in so potem začeli za fante imeti tudi duhovne vaje. Tako da nekaj jezuitov je še, ki so takrat kot 11-letniki, 14 let stari, 15 imeli tudi duhovne vaje. Imajo lepe spomine. Po vojni so oblasti takrat obsodile jezuite, da so tako drugače delali proti narodu in so nas izgnali takrat jezuite in nekaj so jih zaprli kar precej, druge pa izgnali na Bogenšberg, ker so jih hoteli izstradati, ampak so tam sosedje potem nekako le pritisnili na tiste stražarje, da so jim začeli lahko nositi hrano. In ta dom je bil potem prišel v roke države, najprej tukaj postala otroška bolnica, potem je postala porodnišnica, tukaj je bila 20 let porodnišnica tudi, so tudi malo priredili, tudi ta vstop in tako naprej, da je bil potem dvigalo in vse drugo. Potem leta 90 pač niso vrnili nam, ampak je to nekako so kupili te ljubljanske lekarne, so imeli potem tukaj pisarne in tako naprej in je tukaj centrala. Potem je bil kar dolgi boj, da so to vrnili in smo potem leta 2009 to dobili vrnjeno in smo začeli potem s prenovo. In nekje, kot je bilo zgrajena ta hiša za to, ta namen smo tudi potem zato nekako znova obnovili. Zdaj je pač nekako na razpolago 16 sob, ki so lahko enoposteljne, dvoposteljne, pač se zloži druga postelja, tako da lahko pač kakor je kdo, če je seminar pa sta dve, če so duhovne vaje v tišini 3-5 dni, so potem samo eni sobi. Lahko pa tudi pridejo sem prenočevati ali karkoli za druge seminarje. Hkrati pa je tukaj tudi res ena globoka duhovna vez se spostavlja med ljudmi, ker začutijo, Boga, ki je tu navzoč, tudi skozi vso to trpljenje, ki je bilo tukaj, tudi ogromno splavov je bilo tu, ogromno žena je tukaj trpelo, ker so obupale nad novim življenjem in so mislili, da je to rešitev. In je tukaj spodaj, ko stopimo v dom, ker je bila včasih porodna soba in je potem bila še posebej po letu 75, oziroma 75, ko je bilo ta konec porodnišnice, 55-50 je bila porodnišnica, so potem naredili tukaj zavod za načrtovane družine in bil tukaj center za splave. In bilo ogromno splavov. In zdaj je tam v tistem prostoru, kjer je bilo mnogo rojstev, pa tudi splavov, prav kapela Božjega usmiljenja in nedolžnih otrok. In je tudi ta kapela vsak dan odprta od 9. ure dopoldan do 5. popoldan in je stalna adoracija v tišini, razen ob 3 je nekako skupna molitev, pobožnost k Božjemu usmiljenju, z rožnjevencem Božjega usmiljenja in blagoslovom. In v tej kapeli se tudi nekako moli za vse namene cerkve v Slovenskem, za vse potrebe Slovenije in celotne cerkve, pa tudi vse ljudi, ki sem prihajajo v ta dom, za vse, ki so v takih drugačnih potrebah in se nam priporočajo molitev. Nekako, da so res ljudje, ki pridejo sem nošeni tej molitvi, mnogih ljudi, ki prihajajo v to kapelo. In skozi tudi kapelo imamo pa še eno zgoraj, ki bomo lahko tudi potem videli, bomo pogledali, tudi če tukaj na naši zloženki, ker predstavljamo naš dom. Je tudi kapela naše Gospoda, delo Roberta Dolinarja,
ki je v res posebnem stilu in želi na tak edinstven način pokazati preprostost Boga, njegovo nesiljivost in predvsem, da je Bog vsem navzoč in da nas čaka tudi tam, kjer najmanj pričakujemo, tam, kjer ni vse lepo in urejeno. Da je to temeljno sporočilo tudi krščanstva, da se je Bog rodil v štali, da se je rodil tam, da je bil v jaslih, da je v resnici tam, kjer pravzaprav niti ni mesto za človeka. In da on v to vstopa v ta hlev, ta gnoj življenja in ne želi srečati tudi mojim grehom. Ne želi srečati tudi moji neurejenosti in pokazati luč življenja, pot naprej. Tukaj spodaj je pa delala arhitektinja Vera Turnšek, oltar pa tabernakelj je pa delo tukaj pa našega patra Marka Ivana Rupnika, ki je tudi nekako vsaj malo pustil sled tudi v tem našem domu. Dragi gledalci, nahajamo se v kapeli Božjega usmiljenja in nedolžnih otrok. Nahajamo se v prostoru, kjer je od leta 1955 bila porodniška soba in na tem prostoru, kjer je oltar, nekje je bila tudi ta porodna postelja, ki se je rodila mnogo novih življenj, hkrati pa nažalost tudi bilo tukaj skoraj 30 let, tudi prostor za splave, še posebej od leta 1975 naprej bil kot center za splave v Sloveniji. Tako želi ta oltar, ki je delo našega umetnika, patra Ivana Marka Rupnika, ponazoriti prav to, kako Božja ljubezen mora iz tistega, kar se podere, kar se zruši, pridati novo življenje, kako se dviguje iz vsega tega zla, teme, rušenja življenja, uničenja življenja, tisto novo življenje, če upamo vse to, kar nosimo v sebi, tudi brez greh in vso zlo, prinesti pred Boga in začeti tej Božji ljubezni. In tukaj se sedaj vedno znova daruje tudi spravna daritev Jezusa Kristusa in zahvalna daritev Očetu, da je njegova ljubezen večja, kako so naše slabosti, naši grehi. In tukaj pred nami tudi tabernakelj, ki z majhnimi koncami ponazarja to zgodbo te kapele, kot na levi strani zgoraj je v kelihu so nedolžni otroci, nekako ta daritev otrok, nedolžnih otrok Bogu. Spodaj levo imamo Jezusa Kristusa, na katerega je naslonjen Janez, ki se nasloni na njegove prsti in prejema to Božje usmiljenje, Božje ljubezen. Nas tako vabi, da bi upali tudi z vsemi bolečinami, ki jih nosimo, tudi žene, ki so bile žrtve tudi splava, ki so pogosto nevede stopile na to pot, mogli odkriti ta vir Božje ljubezni. Na desni strani zgoraj pa je Novi Jeruzalem, kjer vsi skupaj, tisti, ki so pri Bogu, častijo Boga, tudi ti nedolžni otroci. Spodaj pa je še Jezus, 12-letni deček, ki je v templju med pismuki in poučuje se in se pogovarja z njimi in se oni čudijo na njihovo modrostjo, kar nas nekako vabi, da bi upali odkriti kakšen dar in modrost za življenje, vsako novo življenje, vsak otrok. In tako lahko tudi starši ob vsakem otroku na novo se učijo res živeti, odkrivati modrost življenja. V središču je monštranca, ki je kakor ladja z jadri in kaže prav tukaj, kot obliče Jezusa Kristusa, da je tukaj
v svetem mlečnem telesu, on živo navzoč, nas gleda, tudi če mi ne vidimo njega, njegov pogled, ampak v veri sprejemamo in da je tukaj v vsej tej skrivnosti holističnega telesa tudi darovala milost Svetega Duha. In da če upamo vstopiti v to ladjo vire, dopustiti, da je on naš krmar, potem bomo lahko res pluli polnost življenja, ki nam ga on obljubljal. Na levi strani pa je ta slika Božjega usmiljenja Jezusa, ki se je razodel Faustini Kovalski in ki vas vabi, da bi zaupali njegovo usmiljenje, da bi dopustili, da nas lahko njegova ljubezen res odreši. Kajti gotovo najtežje je to, da dopustimo Djevu, da bi lahko nas odrešili, da dopustimo mu, da bi lahko vstopil v naše življenje, vzel nase naše grehe, nas oprav, očistil, odrešil, nam dal novo življenje. In nas tako vedno zelo vabile, zaupamo v tem usmiljenju in to usmiljenje tudi živimo drug do drugega. Kako pa vidite splav Abortus? Imate tudi kapelo, ki je namenjena tem nerojenim dolžnim otrokom. Ja, vidim, da je tukaj potrebno veliko molitve, da v tej kulturi smrti, v kateri živimo, je napačen odnos do življenja. In to lahko se z veliko molitve se spremeni z ozaveščanjem ljudi, da bi bilo tega manj, da bi bilo manj splavov, da ne bi tudi država to podpirala s tem, kar to plačuje. Po drugi strani pa ne smemo zanemariti tudi na vse ženske, ne smemo pozabiti na vse ženske, ki so to storile, pa jim je iskreno žal in trpijo in so potrebne pomoči, ker to je zelo močno breme na njihovi vesti. In dostikrat tudi niso bile nekako prisiljene odločitev, to vemo, da v Sloveniji je največ splavljenih tretjih otrok. Je spet en klišej, 2 otroka je še normalno, 3 pa že več. In so tukaj tudi dostikrat tudi partnerji so udeleženi, ki pritiskajo na ženske, da se odločijo za ta korak. Potem pa ostanejo pa same s to krivdo. In ta dom se zdaj nekako posveča raznim duhovnim ponudbam, duhovnih pomoči. Tako poleg teh duhovnih vaj, ignacijanskih duhovnih vaj, 5-dnevnih, 8-dnevnih, ki jih imamo nekajkrat na leto, ki potekajo v tišini, ki so osebno spremljanje, kar je bilo potrebno posebej razlagati, tudi dalj časa. Ponujamo tudi različne programe ob vikendu. Tudi nekako, da odgovorimo na potrebe ljudi, kakšne imajo, in tudi hkrati, da se počasi človek tudi navadi, kako vstopiti v osebni odnos, kako vstopiti v tišino, da mi ta tišina spregovori, kako na različne načine mi ta Bog, v katerem verujem, da je živ, da v njem živimo, se gibljamo in smo resnično tukaj navzoči, lahko jaz tudi z njim živim. In ni to neko breme, ampak je v resnici eno osvoboditev življenja, je nek nov način življenja, nov pogled na življenje. Da je to, kar pravi Jezus, moje breme ni lahko, moj jarem je prijeten, resnično, da če upam spustiti v jarem, jarem je bilo tako dvojni, da sta bila 2 vola, 2 kravi in tako naprej, in sta bila 2, da sta lahko vlekla oba počasi in mirno, če sam eden je težje, če 2 lažje. In da je tudi nekako tukaj povedano, da sem jaz res enem jarmu življenja, ampak Jezus želi biti zraven tem jarmu. In želi on pomagati iti skozi življenje. Tudi iz stiske in vse drugo, kar pride, da nisem sam. In da je veliko lažje, če sem res z njim. No in zato potem potrebe, ker ljudje, ki včasih se zgubijo v tem hitenju, v raznih tudi stiskah, že potem skoraj depresije in miru, negotovosti, zdravja, ko nekako vse odpoveduje, kako pride k nekemu miru, tak vikend, koraki k umirjenosti. Ali pa
pride, se zalomi življenje, razočaranja in pridejo razne zamere, tudi sovraštva, neodpuščanja, ko ne morem odpustiti staršem, ne morem odpustiti komu, ki mi je naredil tako drugačno krivico. Kako zdaj naprej, ne? To je blokada, to ne morem, ker jaz več odpuščam in je konec. Ne? Tako imamo ne samo vikend, ampak kar enoletni program šole odpuščanja. Ne? Kako pravzaprav vstopiti v odpuščanje, kako ga živeti. Potem imamo program tudi, potrebe tudi moških, ne? Ker v cerkvi je, ker Bogu hvala, precej žena, ne? Tudi to pomembno, ne? Ampak nekako možje, kot da se ne najdejo v tej naši cerkvi, ne? Kot da nekako jim je tuja, ne? Kot da nekako ni pisa evangelije zanje, ne? Kot da je nekaj čudnega, če jaz živim krščansko. Ne? In da večkrat ne najdejo sogovornika, kako se tudi o teh stvareh vere in čisto življenja, konkretnega življenja, tudi z drugim pogovarjati. Ne? In da smo zato odkrili, ne? In je tudi pater Vili, pa Damjan Ristič in tako naprej so začeli tudi program Odmik za moške. Ne? Nekako, da pridejo samo možje skupaj, nekako tako seminarsko delo in odkrivajo bogatstvo te moške vere, ne? Tega moškega razumevanja sveta, ne? In tudi ene pripravljenosti iti kot mož za Jezusom Kristusom in živeti to vero sredi vsakdanjega življenja. In je res ena globoka, čudovita izkušnja, če bi lahko še posebej pater Vili tudi povedal, pa kjeri so že tudi tu noter naredili, kako nekaj je res čudovitega. Tudi sam sem enkrat bil dvakrat na takem vikendu, ne. Ko slišiš može, ne, tam od 20 let do 80, počasih prijeta tudi oče in sin, ne, kakve globoke stvari nosijo v sebi. In kako v resnici znajo in zmorejo povedati. Ne? Ko pa imaš včasih za zakonce, ne, so včasih kar možje zelo tihi. Ne? Ali pa tudi na razne programe, tudi ne pridejo tako. Ne? Tam pa nekako se odpre, ne? Ko so nekako med enakimi, ne? Ko so sami in kupajo sprejeti svoj način tudi izražanja, ne? In spoštuje drugega v svojem načinu izražanja. In je potem tudi skupina za moške. Ne, tudi. Lepo pozdravljam patra Vilija. Morda bi se našim gledalcem oddaje Pot poti na kratko predstavili, čeprav vas večina naših gledalcev verjetno kar dobro pozna. Lepo pozdravljam gledalce. Sem Vilij Novše, tukaj pri Svetem Jožefu že 10 let. Trenutno sem predstojnik še kakšno leto. Drugače pa z veseljem delam tukaj v domu duhovnih vaj. Torej, programe, ki jih imam, so pa recimo, zdajle imamo duhovne vaje s postenjem. Pa lepo se že končuje, jutri bo končano. Potem imam svetopisenski vikend, postno pa adventno duhovno obnovo. Duhovne vaje v vsakdanjem življenju imamo skrajšane oblike, recimo v adventu, 6 tednov, se dobimo vsako sredo. Dobiš kratka navodila za en teden, potem se naslednji teden dobimo in se malo pomenimo, pa nova navodila tako do Božiča, pripravimo Božič. So duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Da človek malo globlje, osebno tudi doživlja vstopanje v Božje človečenje, tudi sebe potem znotraj tega odkrije, najde. Recimo, potem so v postni pa na enak način, je pa 7 tednov, je pa pred veliko nočjo, to je pa dejansko vstopanje v skrivnost ljubezni, življenja, smisla in vsega tega, kar nam je Kristus dal. Ne? Brez njega ne bi videli, kdo je bo, kakšen je, zakaj gre, nič. To bi bilo. Potem seveda imamo pa tudi, jaz sem zraven ali pa sem odgovoren za program duhovno spremljanje. Je prvi modul, se pravi enoletni program, kjer teoretično pa tudi praktično imamo malo obdelamo osnove duhovnega spremljanja. Kaj so temelji krščanski, zato uporabimo Vladimira Solovjova, pa Špidlika, pa Rupnika. Potem imamo nekaj kratkega v zgodovini, potem je
10 srečanj samo teorija o duhovnem spremljanju, pa imamo še o razločevanju duhov. Letos bomo dali tudi še nekaj iz srečanj iz realitetne psihologije, da se človek lažje znajde v pogovoru, kako in kaj, ne, te stvari. Potem so pa vaje. No, to je recimo zanimiv program. Tako lani nas je bilo 14, 12, lahko se človek opiše samo na določen predmet. To bi bilo. Drugače nas je pa tukaj 10 jezvitov. Pa je kar lepo, no, zaenkrat, kar živi v domu, nas pa dela 5, v domu duhovnih vaj. Kako razlikovati duhove? Imate tudi seminar, kjer je prav namenjen moškim, pa morda kakšno besedo o tem. No, se res, to sem pa pozabil. Tukaj imamo, ki mi je najbolj pri srcu, tukaj imamo odmik za moške. To je zdaj skupaj s patom Damjanom Rističem, so pred 3 leti to začela sanjati, kako bi kaj za može lahko. Da bi se može skupaj dobili, da se malo pomenimo, da začutimo, da se damo, da poslušamo drug drugega, da odkrijemo, da smo ravno tako globoko občutljivi in tako naprej kot dame, ne? In da znamo tudi svoje čustva povedati. To je bil prvi namen, no. Zdaj iz tega so nastali kar 3 tematski vikendi, pa mislim, da jih bomo razvijali še. To je tako za možakarje, res fajn zadeva. Da drug drugemu, bistven poudarek je na podelitvi izkustva, ne. Ne učimo nič, nikogar, nihče nikogar, ne. Ampak delimo izkušnjo. To je tisto, kar nam možakarjem pomaga, da se tudi spremenimo. Prav zaradi tega, ker smo si podelili med sabo izkušnjo. To je zanimivo. Spodbudno, no. Torej, to so 3 programi, ki so tudi čez leto. Iz tega pa potem, iz tega, recimo, da je šlo nek 140 možakarjev že skozi ta program. In jaz sem kar vesel, presenečen, da vedno znova, ko je program razpisan, da možakarji pridejo. To je res prav veselje in čudež za mene. No. Iz tega je potem nastala skupina Mož svetega Jožefa, tukaj, pred 2 leti že. Leta začnemo 3. To se pa mesečno dobivamo enkrat, 4. torek v mesecu, to pomeni, zdaj se dobimo ta torek, ki pride, 24. 15 do 7, najprej imamo kratko molitev v kapeli, skupaj eden od možakarjev pripravi, potem se razdelimo v male pogovorne skupine, se razdelimo izkušnjo, pač smo imeli tudi zdaj doma gradivo, ki smo ga prebrali v tem času med počitnicam. In potem bomo imeli sveto mašo, ker leto začnemo z mašo, možakarji izročijo sebe, družine, delo in tako naprej. In končamo tudi pol konc leta, se pravi junija, z mašo. Julija pa avgusta se pa ne dobimo, ker so počitnice, pa morajo možje poskrbeti za družine, za vnuke in tako naprej. Nekateri se morajo pa še oženiti. Nas je približno 18. No, tega sem pa vesel. Pa tudi skupina za ločene, srce, ali za razvezane v cerkvi, ne, skupina razvezanih v cerkvi, SRC. Pač letos obhajamo 10. obletnico. Smo izdali lušten zbornik in 5. oktobra dopoldne začnemo kot srečanje, simpozij, par predavanj, potem ali pa še Evharistijo, mašo, pa potem zabavni del, oziroma malo pregriska. Tak 10 let. Je tudi kar lepo, no? Sem vesel. Prej sem še omenil, imam se tudi seminar za ločevanje duhov. Ja, to je del, se pravi, imam seminar, kako slišati Boga. Ne? Naslov je, kako slišati Boga. To je vikend. No in tam se naučiš osnovne metode, kako vsak dan biti pozoren na Božji glas, ne, sredi dela, sredi skrbi, sredi počitka, pa tako naprej. In da potem to človek lahko malo prakticira doma, ne, v svojem življenju. Razločevanje duhov je pa bolj kompleksna stvar in se uči celo življenje. Ignacij ima sicer pravila za to osnove, ne,
Ampak brez molitvenega osebnega stika z Bogom razločevanje duhov sploh ni mogoče, ne? Zato pač se upravičujem. Sem se premrazil popoldne, smo šli na sprehod. No, tako da se mi zdi, to razločevanje se človek najbolj uči, ko gre na duhovne vaje. Tam se začne dogajati, ti bereš Božjo besedo in pri tem seveda prihaja na dan tvoje življenje, pa strahovi, žalosti, pa tudi prihaja na dan moji notranji konflikti, ošabnost, zamrljivost, pa te stvari. To v Božji besedi, pusti na duhovnih vajah, to vse vam prihaja. Pa ko človek prvič ali pa drugič, ne, zaradi strahu lahko scagaš in greš domov. Razločevanje pa njih to, ne, recimo, ko človek je žalosten, takrat ne smeš razmišljati, recimo moraš Bogom pogovarjati o žalosti, pa mu povedati, da si žalosten, ne pa poslušati Sabino svoje žalosti. In tako se pol človek uči pri seminarju, pa imamo, pa mi beremo vsa ta pravila, pa jih študiramo, pa se njih pogovarjamo, da saj malo teoretično razumeš, zakaj gre. To je pa seminarski način dela. Učenje razločevanja, to je pa celo življenje, to pa nisi nikdar ekspert, si vedno učenec. Jasno. Razločuješ pa glede na to, ne, kaj Kristus pravi, kdo je človek, človek je Božji sogovornik in sodelavec, zdaj pa razločevanje pa potem to, kaj meni krade, da nisem ne Božji sogovornik in ne sodelavec, razločujem glede na to. Pa, ne. Vse tisto, kar me meče z tega, recimo strah, iz mene naredi čistega samogovorneža, kako bi rekel po slovensko monologarja, ne, to ni lepa slovenščina. Da se jaz pogovarjam s svojimi strahovi in potem tisti strahovi postanejo resnica, zato sem se izgubil v njih. Če se pa jaz z Gospodom pogovarjam, potem pa občutek strahu sprejemam, osebine strahu pa ne. In tako, rekel, ostanem sogovornik. In poleg svojega življenja se pravi, nadam meso strahu, nadam besede in prostora žalosti. Zato, ker prepoznam in ne verjamem, sprejemam občutek, sem zanj hvaležen, ampak mi pomaga, da sem stikal z Bogom. Recimo, to so take osnove, no? Eno osnovno razločevanje. Ampak to se poleg iščelo v življenju v resnici, ne? Tako, to je na kratko, naši gledalci si bodo sami izbrali, kaj bo zanimalo, kaj bo pritegnilo, kar bodo rabili. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za tale kratek pogovor. Časa je bilo malo, ker smo bili že tako dolgi in vam in vsem vašim, ki sodelujejo na teh tečajih, želimo bilo Božjega blagoslova in vse dobro. Hvala lepa. Pozdravljam tudi vse gledalce. Potem so potrebe tudi mnogi, ki izgubijo svoje najdražje, ali so se mogli posloviti od svojih najdražjih, kako težko se poslovijo, kako težko zaživijo novo življenje, kako težko sprejmejo to, ja, da je zdaj odprta nova pot in odkrito pot, ne, in ta proces žalovanja ni enostaven. Ne. In kako tudi tem ljudem pomaga, so tudi kot vikendi za žalujoče in tudi skupina za žalujoče, pa za ovdovele. Lepo pozdravljam gospod Miro. Morda bi vas prosil, da kakšno besedo poveste o tem vikendu za žalujoče, o vaši skupini, morda vašo izkušnjo, pa jo podelite z našimi gledalci in morda bo kdo izmed naših gledalcev rabil vašo pomoč in se bo tudi lahko obrnil. Ja, skupina za žalujoče in tudi ta vikend, ki ga imamo, 2-krat na leto imamo vikend, to je vse nastalo iz mojega osebnega prepričanja, da žalujoč človek v času žalovanja potrebuje podporo. Jaz sem sama doživela žalovanje, ko mi je umrl mož, pa sem tudi imela izkušnje veliko drugih smrti svojih bližnjih ljudi. In tako sem morala ugrizniti v to grenko spoznanje, kako potrebuješ podporo. Ne? Potem sva s patrom Ivanom se o tem pogovarjala, da bi naredila eno tako skupino za samo pomoč, brez strokovnega vodstva, ne? Skupino za samo pomoč, kjer bi ljudje z empatijo in sočutjem in svojimi izkušnjami drugmu pomagali skozi to pot žalovanja. Jaz sem to mislila zato, ker so izkušnje, seveda vsak človek, vsako življenje je drugačno, vsak odnos je drugačen, vsaka smrt je drugačna in vsaka pot žalovanja je drugačna,
ampak ene stvari so pa vendarle enake in lahko človek človeku pomaga, ne, s svojimi izkušnjami. Kdaj pa naste tale vikend, je potrebno, mislim, je možno tudi, da se kdo obrne na vas od gledalcev, če rabi kakšen nasvet, pogovor? Ja, mi imamo skupino za samopomoč, imamo vsako tretjo nedeljo, v nedeljo popoldne. To je skupina, odprta skupina, sestajamo se, ne glede na to, koliko ljudi pride, različno število je, eni ljudje so že nehali hoditi, eni ljudje so se preselili v skupino za vdovele, ker je vendarle največ med temi žalujočimi, ki pridejo v našo skupino, je največ tistih, ki so izgubili moža ali pa ženo. Tako da so se nekateri že premaknili v skupino za vdovele. Imamo seveda tudi ljudi, ki žalujejo ali za starši ali pa za otroki, ne. Ta skupina se pač sestaja vsako tretjo nedeljo. 2-krat na leto se pa dobimo na vikendu. Zdaj bo to, mislim, da bo to zdaj 4. srečanje. To so potem tematska srečanja. In smo začeli smo s takim provokativnim programom z naslovom Dober dan, žalost, zato da bi, to je bila prva tema, no. Zdaj oktobra bomo imeli temo Ne skrbite, mislim, da imamo naslov Ne skrbite, ja. In to je potem en vikend, v katerem poskušamo pogledati, kje sem v svojem žalovanju, kaj mi lahko pomaga, kaj me ovira, kaj lahko naredim zase in kje lahko dobim pomoč in podporo. To so zelo simpatični vikendi, jaz mislim, da se imajo ljudje dobro in da veliko odnesejo od tega vikenda. Je pa verjetno, da ljudje se v tem času ne znajo dobro pogovarjati oziroma ne znajo prisluhniti in včasih je veliko, samo malo potrebno, da človeku prisluhnete, da ste kakšen nasvet, kakšno spodbudo, ne? Nasvetov ne dajemo, nasveti so najcenejše blago na svetu, a ne. Najlažje je dajati nasvete, tega ne delamo. Pač pa pripovedujemo svoje izkušnje, pripovedujemo en drugemu in pa trudimo se prisluhniti en drugemu, začutiti stisko, začutiti ta iskanje, ne, povedati, kako sem jaz iskal, kako sem jaz našel eno pot, kje je kakšna dobra literatura, kje so kakšne take misli, ki te lahko vedno premaknejo majčkeno iz obupa pa iz teme ven, ne. Trudimo se, da bi se človeku približali. To je zelo potrebno, ne, zato ker žalujoč človek se zapre vase, to je, najbrž je to, jaz ne vem, kako je s kakšnimi drugimi hudimi stiskami, ampak žalovanje je prav gotovo osamljen posel. To je gotovo čas, ko se človek tako zapre, da ne vidi, recimo, da zraven tebe trpi tudi nekdo drug. Zelo šokantno je, ko imamo temo Poglej okrog sebe, kdo še vse v tem trenutku žaluje za to isto osebo, za katero žaluješ ti. In je prav zares pretresljiv, ko ljudje odkrijejo, kako so se zamrznili v svoji žalosti in odrinili vse druge, ki so tudi žalostni, ki tudi trpijo. Ampak človek v tej hudi bolečini ne vidi ljudi okrog sebe, ne. Tako da majčkeno na teh skupinah, majčkeno odpiramo to človekovo osamljenost. Tudi to človekovo samozadostnost. Jaz se spomnim dobro iz svoje lastne izkušnje, ne, da sem odrivala vse prijatelje, vse sorodnike. Hvala lepa, pustite me pri miru, jaz bom to sama naredila, ne. Ker človek je tako ranjen, to je najbrž en tak refleks, ali kaj je, ne, da odrivaš vsako pomoč, ne. To se trudimo na teh skupinah, da bi žalujoči ozavestili, da drugi ljudje, da ti lahko pomagajo, da ti težko škodujejo. Pomagajo ti pa lahko, če jim dovoliš, da pridejo blizu tebe, ne. Gospa Mira, jaz se vam zahvaljujem za pogovor. Gledalci ste lepo povabljeni in vam v življenju želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro. Hvala lepa. Potem je tudi potreba, so videli,
ja, kako sploh moliti, kako tudi moliti celostno, ne samo z razumom, ne, ampak tudi z telesom, z vsem svojim bitjem, ne, kako vključiti sebe v to molitev, v ta odnos tudi telo, ne samo razum, tudi srce, svoje čutenje. Ne. Tako da tudi kot uvajanje v molitev, meditacijo, kontemplacijo, egzamen, potem tudi kako moliti s telesom, ne, kako moliti tudi, ko se sprehajam, ko sem zunaj in tako naprej. Tako da večino vikend programov imamo tudi zjutraj, že ob 7, rečemo tak, kavica, je sprehod, ne, počasi, 3/4 ure, 50 minut hodimo na grad gor ali pa po mestu in skušamo okušati skozi vse to gibanje, skozi svoje telo, skozi vse to stvarstvo, to obdarovanost, ne? In Boga, ki se mi daruje preko vsega, ki mi omogoča to življenje, ne? In se mi skozi to daje, ne? In tako naprej. Ne? So potem tudi svetopisemski vikendi, pomagati ljudem, kako se soočiti s tem pismom, kot tudi kako zaključiti leto, narediti egzamen leta nekje, potem tudi za detke, babice, za zakonce in tako naprej. Ne? Skušamo pa različne načine omogočiti ljudem, da bi lahko tam, kjer so tudi potrebe, nekje najti pot naprej. Lepo. Pozdravljam gospod Karment. Morda bi vas prosil, da se našim gledalcem na kratko predstavite. Morda predstavite svoj program, ki ste ga imeli v Ignacijevem domu. Ja, no, ta program še imamo, oziroma ga zaključujemo. Jutri bo zadnji dan, se pa imenuje Z Jezusom v puščavo in to so duhovne vaje s postenjem. V teh dneh poskušamo nekje uživiti predvsem to, začutiti, kako je imeti rad Boga, s tem, ko spoznavamo, kako čudovito nas je ustvaril, imeti rad sebe, ko se zavemo bolj svojega telesa, in imeti rad bližnjega, ker to skupaj v skupini premagujemo stiske in si potem tudi marsikaj podelimo med seboj. No, glavni namen je, da se raztropimo svoje telesa, ki so glede na današnji sodoben način življenja precej zakisana, zastrupljena zaradi slabe prehrane in slabih navad, se pravi premalo rekreacije, gibanja in pa preveč hitenja, stresa in, kot sem že omenila, te malovredne hrane, ki jo zaužívamo. No, to poskušamo tudi tekom teh dni nekje kot nekakšno sajenje dobrih semen vzbuditi, da bi potem ljudje, ki končajo te duhovne vaje s postenjem, saj naredili nekaj korakov v smeri boljši kvaliteti in boljšemu počutju. Kako to, da ste se odločili za post? To je verjetno tudi vprašanje, ki si je postavljajo naši gledalci. Ja. Zato, ker to omogoča, da se človek bolj zave samega sebe, ker je takrat najbolj ranljiv in se zave tudi svoje odvisnosti od Boga, oziroma popolnoma se izroči v njegove roke. Mi to delamo 10 dni, če bi to še nadaljevali dalj časa, bi umrli. Se pravi, dejansko nekako damo svoje življenje v Božje roke. In tukaj je res Gospod tisti, ki tudi vodi vse to, se drugače ne bi s tako lahkoto zmogli. Mi pa pač po svojih močeh se trudimo in damo ti svoj dan. In potem se dogajajo res neverjetne stvari, že ozdravljenja, v teh 10 dneh, tako malo ozdravljenja opažamo, si jih podelimo, pač tudi še kakšne večje stvari potem v življenju, po takih duhovnih. Način postenja, ki ga mi prakticiramo, je s sadnimi in zelenjavnimi sokovi, ki jih sami pripravljamo iz biološko pridelanega sadja in zelenjave. Delamo v skupinicah, tako je tudi možnost, da se ljudje povežejo med seboj, spoznajo način priprave teh sokov. In ker to zaužijemo v 20 minutah,
dobimo res maksimalno dozo vitaminov, mineralov, rudninskih snovi, ki so v sadju in zelenjavi. In dejansko je to kot zdravilo, ki ga pijemo in nam pomaga, da se naše telo res maksimalno razstropi in obnovi. Poleg tega se trudimo, da spijemo tudi veliko tekočine, imamo postni čaj, stične, ki nam pomaga premagovati razne težavice, ki nastopajo pri postenju. Pijemo pa tudi juho, ki se v bistvu vodo iz zelenjave, ki jo kuhamo na počasnem ognju 2 urice. Vse to nam pomaga, vse to nam nadomešča trdo hrano. Poleg tega imamo rekreacijo še, zjutraj začenjamo s telovadbo, 1 uro, ki je bolj meditativne narave, kot molitev, tudi kot to, da se zavemo svojega telesa in kako čudovito smo ustvarjeni, da začutimo vsak del svojega telesa in se mogoče odločimo, da bomo od zdaj naprej bolje skrbeli zanj. Tudi popoldne je predviden 2-urni sprehod, gremo tukaj v bližino, na Grad, na Golovec, v Ljubljanici. Ta dom, Ignacijev dom, ima res tako izvrstno lego, da 5 minut pa si v naravi, tako da nam tudi to omogoča malo druženja, pa zavedanja Božjega stvarstva in tudi tega, da smo povezani med seboj, z okoljem, da se predihamo. No, glavni nosilc tega našega postenja je pa seveda duhovnost. Vsak dan so maše, čudovite maše, z obhajilom, podobima podobama in petjem, sodelovanjem. Imamo zvečer tudi adoracije, zjutraj začnemo s hvalnicami, potem so vsakodnevni nagovori v kontekstu duhovnih vaj za premišljevanje, da lahko vsak naredi še kakšen korak v tej smeri. Tako da tudi tukaj se zgodi marsikaj, vidimo ljudi, ki se razjokajo, ki pustijo, da se te rane odprejo, jih izročijo Jezusu in se potem odrešijo in podelijo z brati in sestrami. Tako da res toplo priporočam vsakomur, ker do zdaj smo končali 4. post in še nikoli ni bilo, da se ne bi ljudi res na globoko dotaknili in da ne bi Bog s to odločitvijo za postenje res spremenil nekaj v njihovem življenju ali pa zelo veliko. Jaz se vam zahvaljujem za to prepričevanje in v življenju želimo bil Božjega blagoslova. Vse dobro. Hvala. Jaz bi še naše gledalce povabil na krščanski portal JKC, ki je v lasti Škofovske konference v Ljubljani, kjer smo v hrvaški oddaji pod poti gostili patra Markota, to je pavlinskega provincijala, kjer smo govorili o nerojenih otrocih in ste lepo povabljeni. Predvsem bi tudi gledalce povabil vsako drugo sredo v Mariborsko stolnico na Štomško grob, kjer je molitev z rožnim vencem in sveto mašo. Skupina, včasih tako osebno spremljanje, da tukaj pač je to, da ni samo po sebi umevno, ker je preveč raznih ponudb, pa skušnjaj in tako naprej in večkrat pač umagamo in se nam zdi vse skupaj kot brez veze. Drugo pa je tudi, da tudi telesne vaje, bo en rekel, so važne, drugi bo rekel, niso važne, ampak vedno bolj vidimo, da ljudje potrebujemo tudi telesne vaje in dol nekako se te nauči, dobi neki red in nekako naprej lahko hodi. Tudi sam vem, ko mi je holesterol prišel na 7,2 ali 5 celo, in so bile potem ali tablete, ali boš nekaj naredil, da sem začel pač vsak dan zjutraj vsaj pol ure hoditi, malo hoditi, tu na Grad, pa teči in tako naprej. Pa so se stvari uredile, Ker sem začel malo, ni bilo dovolj mi samo to, da sem si vzel uro za molitev tako o Božji besedi ali pred Najsvetejšim, ampak sem mogel upoštevati to telo, da se mora gibati in tem živeti. In tudi tukaj je tisto, da
potrebujem ena vaja, da pridem globlje, ne, in da se tudi naučim na različne načine, kako lahko molim, ne, da ni to samo en način, ampak je ogromno in da lahko potem tudi v različnih situacijah na različne načine vstopim to komunikacijo. Se pravi, z Božjo pomočjo. Tudi Jezus je šel v puščavo, imate tudi duhovne vaje v puščavi? V puščavi si jih ne moramo privoščiti, ne, ker smo sredi zelenja, ne, in mnogi težko se odločijo za priti v duhovne vaje v Ljubljano, v mesto šel, ne bo šel na podeželje, ampak je zanimivo, ne, da nekateri, skoraj večina, odkrijejo, da pravzaprav je tukaj več miru, kot včasih tudi, če grejo v kakšen drugi dom duhovnih vaj, ne, da včasih več ropota, ne, in da je tukaj neverjetno mir, ne, in da je tukaj tudi precej narave, ne, gozdu, zelenje, vse tako naprej, imamo velik vrt spredaj, je tukaj grad, je golovec in tako naprej, botanični vrt, ne, da v resnici mnogi, tudi ko pridejo iz podeželja, odkrijejo tukaj naravo in odkrijejo, kako so obdarovani z naravo, ne, in kako nekaj dragocenega je to, ne. In puščava je tukaj bolj to, da upam iti v tišino, da upam slišati sebe, slišati Boga, slišati skozi to molk njega, kako mi govori, ne. In tukaj je ta puščava, ne. Je tudi puščava lahko tudi tem, ne, da imamo tudi 7-dnevne, 10-dnevne duhovne vaje s postenim, ne. Ko nekako človek res vstopi v ta odnos, ne samo to, da se vstavi pa gre drugam, da več moli, ampak tudi, da ne je več, ampak nekje skuša res odkriti, kaj to pomeni, ko je Jezus šel res in ni jedel 40 dni. Kako nekaj dragocena izkušnja, nekako, to nekaj ni samo za zdravje nekako, kar je tudi koristno, ne, ampak vse, kako se duh odpira, ne, kako je nekaj povezano, kako so 3 stebri krščanskega življenja, ne, molitev, post, miloščina, ne, da včasih mi smo živeti krščanstvo kar mimo drugih 2 temeljev, ne, stebrov vire, ne, da ni samo molitev dovolj, da molitev me mora tudi volj temu, da se upam odpovedati, da upam vzeti za res nekako, da kar je najbolj potrebujem Boga, ne, da je njem vir življenja, ne. In da ta odpoved ni sama sebi namenjena zato, da bi bolj videl bližnjega, da bi zmogel mu pomagati, dati miloščino v tistem najširšem pomenu, dati sebe, videti to, kar mi želi sprejeti, kar mi Bog daje in to dati naprej, ne držati zase, ne da sem nekako en fehtač, ne samo, kot pravi papež Frančišek, ne bomo samo fehtači, ne, ampak da tudi če prosim za to, da bi lahko tudi drugim pomagal, ne. Točno tako. Jaz bi še naše gledalce povabil, da molijo za svetost svojih duhovnikov, za svoje najbližje in naj nam molitev postane sreča. Kako pa vi vidite zakonce v tem času? Kaj naj jim pomeni molitev sveta maša? Tudi zakonci se nekako povezam, spremljam eno skupino zdaj, tako že 5 let. Drugo je tudi, da sem precej prej, preden sem vstopil k jezuitom, sodeloval z družino in življenjem, z zakoncem Siter, da sem nekako še povezan s to njihovo revijo, tudi nekaj kar bogata in tudi z njimi na nek način, tudi z najno potjo, ki je v okviru jezuitov, Vital Vidal, pa Andrej Benda in tako naprej, mnogo teh skupin. Ja, vidim, kako v resnici je pomembno, ne, da zakonci najdejo neko oporo nas duhovnikih, pa tudi oporo drug ob drugem, ne, da nekako zmorejo potem skupaj lažje iti skozi razne preizkušnje. In da ni tako enostavno tudi v zakonu res stopiti to duhovno življenje, ker tukaj prijeta 2 svetova skupaj, 2 različni izkušnji tudi, ne, veren, neveren, pa veren na tak način, drugi na drugačen način, moli na tak način, drugi moli na drugačen način, ne, kako spoštovati drugega, kako zdaj zgraditi naprej eno skupno molitev, pa hkrati se zaveda, da rabi vsako osebno molitev, kako zdaj tudi k maši, na kak način zdaj to mašo globlje živeti, ko včasih s to pozornostjo na otroke in vse to, majhni otroci in vse to,
kako zdaj z njimi, vsem tem, ne, ja, ni tako enostavno. Ne, in je velika opora in prav to, da se tudi naučijo poslušati drug drugega, da se naučijo deliti tudi to drug z drugim, ta odnos z Bogom, to svojo pot, to svojo nemoč, da se naučijo moliti drug z drugim, da obhajati Evharistijo drugega, živeti Evharistijo potem sredi svojega življenja, v vseh razsežnostih svojega odnosa. Ne. Tako da je tukaj en velik dar, je lahko v resnici resno delo duhovnih vaj, duhovnih skupin, pa še zakonskih skupin in vse to. Ne. In da je še premalo. Ne. Večkrat imajo mnogi strah, pa mislijo se, pa kaj bom zdaj delil z drugimi to, kar je moj težav. Ne. Tukaj so v teh skupinah čisto svobodni, deli pač tisto, kar želi. In veliko več sprejme, kako pa pravzaprav da. Ne. In je eno veliko bogatstvo, ne, ker tudi se odpirajo določena vprašanja, ne, ki jih drugače sama niti ne začenjata, ne, ker potem je takoj lahko vprašanje, pa zakaj pa zdaj to, kaj pa je problem in tako naprej. To se pa zdaj ena tema čisto od zunaj, ne, pa se pač soočata, ne, in gleda globoko, kako pač zmoreta. Ne. In je tako res eno življenje vsem tem. Kakšni so pa spomini na študij v Zagrebu? Študij v Zagrebu. Kaj ti morda podpoti gledalci izbirajo goste? Tako, tudi v Zagrebu sem bil tako rekoč vsega skupaj enih 16 tednov. Ker je takrat pač študij na Remetah, Remete, ne, pri Kamničanih, je bil oblikovan tako, da je bil vsak mesec v tem pač študijskem letu en teden nekako študija, od jutra do večera, ne, tako da je bilo kar precej predavanj, ne, in takrat so bil pač tiste dneve v Zagrebu, ampak nisem kaj dosti videl Zagreba, nažalost, ne, ker sem bil sam tam predavalnice, ne, in sem šel tam, kjer sem stanoval, jesti, ne, pa spat in tako naprej, ne, in potem takoj nazaj na župnijo, ker sem bil eno leto v Trbovljah, eno drugo leto potem v Brežicah in je tam čakal verok in se tako naprej, ne. Tak, bil sem malo po Zagrebu tudi drugače, tudi sedaj pri obisku pri jezuitih in tako naprej, ker so dol precej močni in aktivni, ne, tako da mi je lep Zagreb, me nagovarja in ja, Bogu hvala za vse to, kar se pri naših bratih Hrvatih dogaja, ne, marsikaj lepega in marsikaj lahko tudi še mi izgrajujemo naprej, tudi po njihovem zgledu. Točno tako, potem vas tudi moram vprašati, kaj bi se dalo narediti, da bi kristjani v Sloveniji tudi poglobili vero, da bi videli, da je Bog živi, da je z nami. No, se pač dela, ne. Dela tudi na tem in vsak župnija dela na svoj način, oziroma tudi nekje v načrtu cele škofije in je tudi sedaj ta novi slovenski pastoralni načrt, ne, ko nekje se zdaj bo tudi iskala pot, kako pomagati nekje z ene tradicije ali pa tudi z nevere v globjo vero. Ja, to ni enostavno, ne. Je pač ena pot in kaj je, pač da upamo drug drugega sprejemati na tem, da smo na poti, da drug drugega tudi kot kristjani, ki verujemo, upamo sprejeti tudi to, da smo sami na poti, da imamo tudi mi Boga v svojih rokah, da je v nas tudi vera in nevera, ne? Da je vsakem izmed nas tudi kar precej ateista, ne? Kot je tudi škof Bruno Forte, zadnjič en kongres v Brixnu, tudi zelo poudaril, da imamo v sebi tudi nevernika, ne? In da smo večkrat, ja, nevoljni, pa kažemo na nevernike in smo jezni, kak da ne verujejo, zato ker smo jezni nas, ne? Na to svojo nevero, oziroma ker je ne upamo sprejeti, jo priznati in vedno reči, Gospod, pomagaj ti moji neveri, da grem naprej. Ne? In da, ja, ko bomo tudi kristjani upali več narediti na svoji veri in jo živeti, bo tudi krščansko počas zaživela. Ne? Ampak tukaj ni nobenega recepta, to je vsak mora znova iti na pot. Ne? In vsak otrok prihodi svojo pot in dopustiti, vidi to, ne? Predvsem pa ne se bati, da ljudje sprašujejo se, da iščejo, ne se bati iskati. Ne? In bomo našli, ne? Našli njega, ki nas išče. Točno tako.
pripravljate tudi seminar za žalujoče v oktobru. Morda bi gledalcem povedali, kdaj ga imate, kako se prijaviti. Ja, v oktobru imamo tudi takšen vikend za žalujoče. Ta vikend bo naslov zdaj Ne skrbite. To je zdaj že 5. in 6. vikend tukaj v tem domu, že pred leti začeli in potekal bo čez 14 dni, ko je to se pravi od 4. do 6. oktobra. Lahko se vsak prijavi, tudi tisti, ki ni veren, lahko pride, ne? In je dobrodošel in se prijavi pač na našem tajništvu, ne? Lahko preko spletne strani ignaciodom.si spletna stran ali na naš e-mail ignaciodom@gmail.com. Kaj bodo gledalci videli na zaslonu? Bodo zaslonu tako videli, ne? In je res ena velika obogatitev za te ljudi, ne? Ker so nekje slišani. Vodi bolj to gospa Mira Dobravec, ki je šla skozi to, tudi sama vdova in je marsikoga izgubila v svojem življenju. In ima eno globoko izkušnjo, tudi sam sem ob vsem tem še globje odkril, kako sem se v svojem življenju premalo zavedal, kaj vse je povzročila tudi nenadna smrt mojega brata pred 15 leti skoraj, ne? Ko sem ga izgubil, ko je sredi življenja, pri 37 letih umrl, ne? Kaj je to pomenilo zame, kaj je pomenilo za njegovo družino, ženo in 2 otroka, moje starše in tako naprej, ne? In kako potrebujemo drugega tudi na tej poti, ne? Kaj bi položili na srce našim gledalcem ob koncu te zanimive krščanske oddaje? Predvsem bi ponudil na srce to, da bi upali globlje prisluhniti življenju. Prisluhniti vsemu temu, kar jim je v življenju dano, da bi upali prositi za to, da bi videli to obdarovanost in da bi upali videti za vsem tem darovalca, da bi videli, da nič ni samo po sebi umevno. Jaz se večkrat začutim, kako sploh, da lahko zaspim. Sam ne morem nič si dati spanje. In kakšen dar je zdaj, da se zbudim in da lahko vstanem, da lahko razmišljam, da lahko začnem živeti. Kakšen dar je že vse to. In kako pravzaprav je Bog nam blizu in kako nam podarja nas nam samim, da bi lahko tudi vi postali dar. In kako, če se zavete obdarovanosti, teh majhnih stvari, tega čisto vsak dan, ko se zdi, da je samo po sebi umevno, ampak da se zaveda, da nič ni samo po sebi umevno, da to tudi lahko ne bi bilo. Da je vsak trenutek darovan, vsak dih, vsak utrip srca. Kako je v meni se potem prebuja hvaležnost, kako se meni prebuja čudenje nad tem, kako počasi začim videti, da sem v resnici bogataš. Da je velik dar tega življenja, dar življenja in kako sem s tem Bogom, ki mi preko vsega tega življenja, da ga lahko živim, služi, poklical tudi, da bi jaz služil njemu in služil drugim, kot on služi, da bi lahko živeli. Da bi tako res upali živeti in drugemu prinašati življenje, z veliko pisano. Da bi upali verjeti, da je vse to, da vse, kar imamo, potrebujemo toliko, koliko nam pomaga, da bolj res živimo, ne životarimo in da lahko bolj ljubimo, bolj služimo drugemu. Da ne samo čakamo, da bojo drugi nam nekaj naredili, ampak kaj lahko jaz drugemu pomagam, naredim. Bog daj, da bi tako bilo. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za pogovor, za misli, ki ste jih podelili z našimi cenjenimi gledalci. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro. Hvala. In vse vas lepo pozdravljam, želim obilo blagoslova v življenju. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam iz Ljubljane z tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidenja v vaši domači oddaji Pot poti.